Ja, nič, glej, gremo si Melbourne malo pogledati, da vidimo, kaj tu dogaja. Ja, pač prid iz Ho Chi Minha v Melbourne je čist neka druga zgodba za sebe. Prvo, kaj opaziš, je to, da je hladno. Da ni najbolj topno, hvala Bogu mi je ena prinesla iz Adelaide jakno. Drugo, kaj opaziš, so parking mesta. Zanimivo. Pa tretja zadeva je ta, da je mir. Nikjer nikoga, ker se res da je nedelje in da je to milijonsko mesto in ni nobenih prodajalcev bilo česa, nobenih stojnic. Čudno je. Res je čudno. Torej, moramo zrihtati se pravi pač karte za tram, da lahko gremo znamenitosti si pogledati. Iskali smo železniško postajo, ampak je preprosto nismo mogli najti, ne. Zakaj? Zaradi tega, ker to je železniška postaja, se pravi, to je bila stara železniška postaja in so okoli nje zgradili, kot da bi rekel, eno neko mini nakupovalno središče. Pač, kak hul je to? Imajo pa topla je. Torej, šli smo na vrh te stavbe malo pogledati, ker imamo pač fantastičen razgled na celi skyline Melbourna. Res je spektakularen. Vse zgleda novo, novejše. Tako da, glej, čisto tako nasprotje Adelaida. Pa za tako milijonsko mesto se mi zdi, da je mogoče malo preveč mirno. Ali pa me še vedno Vietnam daje. Success. Jo, kako se že dolgo nisem kotalil. Thanks, Ana. Torej, tako v vseh avstralskih mestih pa to, ne, imajo javne pipice. Porihtano, pač v nulo, ne, se vidi. Tako da karkoli si žen, ni problema. Ziher sem pa, da bom nekje še tu žar videl. Pri nas imamo načeloma golobe, ne. Tu očitno v Avstraliji imajo, kaj za vraga ste ve ptice? No, they're not race. Lej, ko neke papige so. Tam je rekica Jara, to je ena, ki se smehlja. V odzadju stolpnice. Tak, res. Lepo, ameriško deluje. Res ne vem, kje so ljudje. Kaj zdaj je še eno prekrasno jutro tukaj v Melbournu. Je dokaj mrzlo, pod sabo imam dve majici. Prije deževalo, tako da smo mislili pač, kjer je perfekten dan res. Zdaj čakamo na tram, tu pripeljal in se bomo malo vozili okoli po mestu, ker glih tako vozi okoli vseh glavnih znamenitosti, ne. Piha, pa glede na to, da ponedeljek je končno nekaj prometa pa nekaj ljudi, čeprav še vedno se sprašujem, kje so vsi. Oh, so cool. How do we get on? Oh yeah. Go, go, go. Oh, so cool. Oh, nice. Šulja kulski
starinski tram. Mislim se še na takem pelo. Zle so pa vse. Like those big pots of ramen with. Catch the train from Southern Coast Station to your Central Deborah Gold Line. So we'll make it. We'll get the money that we need. But part of it has to be invested. Dance. Dance. Ja, ker že 100 let nismo jedli burgerov, ne? To je to. Predobra hrana, predobra, preokusna. Pa ne glede na to, da smo rekli, da se ne bomo več tako slabo prehranjevali burgeri, pa to ne. Moramo iti v Subway po en keks, en dober sladki keks. Ja, v glavnem, najdli smo se v sedežu, tako da bi rekel Telekoma Slovenije, ker pač imajo tu hiter internet pa ptičnice. Zunaj je mrzlo, tu pa je dokaj prijetno toplo. Še kar ni konsenza, kam gremo naprej. Gremo v neki bar, samo ne vemo še kam. In upam, da bo konsenz kmalu prišel. Znajdli smo se v enem baru in naročili smo to. Pač to je, temu se reče growler, kar pomeni, da dobiš 2 litra piva, kak svetovno. Pa uporabili en app, ki ti da popust, tako smo še dobili 30% na vse. Nekaj tajega ne vidimo pri nas, ne? Se pravi, to je tisti odprti tip bara, kjer seveda prvo vsi morajo naročiti hrano in pijačo na samem baru in tudi plačati, se pravi ti ne postreže, ampak tam je vse posod. Drugo pa je očitno, da vidimo, da se folk tu zbira po službi, se pravi, to so tisti 9 to 5, od 9 do 5 zberejo, pridejo sem. Mi smo dejansko še naročili pice, tako da si lahko nekaj poješ. Ambient je neki rustikalen, vse skupaj v podzemlju. Glej, poseben čar ima, poseben. In evo ga, tako se naša pot končuje še v Melbourneu. Zadnje jutro poti, preden se vračamo vsi skupaj nazaj v Adelaide. Se gremo učiti in delati izpite in bo fino. Mesto še spi. But now you can see Anna's annoyed face. Anna being annoyed in early morning. She just... Evo, konec poti, Melbourne, gremo v Adelaide na mini letalo. Bilo je fantastično, bilo je lepo, vračamo se nazaj. Ko bomo imeli malo več denarja, ker je pač drago.